dogodki, veliki dogodki, ampak nekako premalo, kjer se kristjani izkažejo. Kristus pa je bil vendarle popolnoma drugačen. Ja, ima dialog z mano, ima dialog s vsakim posameznikom, je za njega odprt, ampak Kristus je bil tisti, ki je prišel v temno in vse skupaj razmetal, ko mu ni bilo prav, kar se tam dogaja. Kristus je bil tisti, ki je podrl zid, ne le brnjski, zid v človeku, ampak tudi zid v družbenem dogajanju, da rekel, ko sem stopil v Bogovcu. Ker je zelo Jaz si želim, da bi danes lahko odkrili tiste vzroke in našli vzvode, kako bomo lahko kristjani v javnosti veliko bolj prepoznavni, dejavni in spoštovani. To je slovenski javnosti. Ta je največ drugačna od javnosti. Zato mu prosila najprej dr. Štefeta, da podeli svoje misli z nami o kristjanu. Lep dobro večer, tisti moje strani. Nisem vedel, da bom prvi izvan, ampak vse sem si koncept v glavi že prej naredil, da nisem tako presenečen. Pa prihajam ravno kar iz predavanj, ki se skoraj podobno temu malo danes predavati. Bom malo ponovo lekcijo. Zdaj, ker smo nekako v kontekstu politične stranke, bo moja prva trditev, Jezus ni bil politik. Zakaj ni bil politik? Zato, ker če bi bil politik, potem bi seveda se moral politično organizirati proti dvema skupinama, proti takratnim rimskim zavojevalcem, in torej proti rimskemu imperiju in proti judovskim voditeljem. Niti eno, niti drugo ni naredil, zato ga seveda moramo videti in razumeti v političnem kontekstu kot političnega mesijo, kot političnega odrešenika in tako naprej. Potem druga stvar, ki je pomembna, je en njegov zelo kratek, pa zelo odločilen stavek, ko je rekel, dajte Bogu, kar je Božjega in cesarju, kar je cesarju. In apostol Pavel je kasneje iz tega naredil še hujšo tezo, da je treba oblasti ubogati in biti pokoren in tako naprej. Zdaj, kaj je Jezus mislil s tem, dajte Bogu, kar je Božjega in cesarju, kar je cesarju? Mislim, da je to zelo pomembno, da najdemo na to nek odgovor, kajti potem iz tega lahko tudi razpeljemo, kakšna je vloga kristjana. Če je rekel, dajte Bogu, kar je Božjega, je s tem mislil, da je edino Bog absoluten. In ko je naredil to diferenco specifiko, je zelo jasno pokazal, da cesar ni Bog. In da tudi rimski cesar, ki je takrat bil Bog, ki je božanstvo, ni Bog. In da ga on ne prizna kot Boga. In da ga ne prizna kot absolutno. Da pa ga prizna pač kot nekega oblastnika. In s tem je razmejena tista oblast, ki je absolutna in tista, ki je relativna. In vsaka politična oblast je relativna, nobena ni absolutna. Torej, če gledamo potem naprej, kaj se je vse z Jezusom dogajalo in tako naprej, bomo ugotovili, da ga je pravzaprav tam po njegovo ne absolutna oblast na absolutistični način spravila na križ in ga nazadnje umorila. Pa ne zaradi tega, ker je bil politični konkurent, ampak zaradi tega, ker je izvrševal svoje specifično poslanstvo, ki je bilo odrešensko poslanstvo v ključu vere in eventualno še lahko rečemo zraven morale oziroma etike. Torej, iz Svetega pisma in Jezusovega življenja je popolnoma jasno, da Jezus ni prišel na ta svet kot politični mesija,
Kajti, če bi to bilo tako, potem bi seveda ljudje najbrž v njem prepoznali tistega, ki so ga čakali in ki še ga čakajo danes, pa ga očitno od nikoder ni. Zato v politiko ni treba postavljati mesijanskih pričakovanj. In mi, kristjani, imamo prednost, da nam tega ni treba, zato ker verjamemo v Boga, ki presega vsak čas, vsako zgodovino, vsako politično grupacijo in tudi vsakega politika. Zato jaz ne verjamem v politika kot mesijo, kot odrešenika, ker nas doben politik ne more odrešiti. To pa seveda ne pomeni, da politična dimenzija ni pomembna dimenzija in da ni ena izmed tistih razsežnosti našega človeškega življenja, v katerih se tudi kristjan sme, mora, lahko, kakorkoli že vzamemo, angažirati. Zakaj? Zaradi tega, in tu bom zdaj navedel neko opredelitev, ki je novejšega datuma in ki ni vzeta iz Svetega pisma, to je opredelitev papeža Benedikta XVI, ki je rekel, da je politika kraljestvo razuma. Kraljestvo razuma. V okrožnici Bog je ljubezen, ki je po mojem daleč eden najboljših dokumentov, kar je prišlo izpod peresa zadnjih papežev, pa pravi, kristjan se mora na argumentiran način vključevati v politično življenje. Argumentiran način je pa razumen način. Torej, ko vstopamo kot kristjani v javno politično življenje, potem je naša naloga, da smo v tem javnem političnem življenju razumni in da operiramo z argumentom. Ne z Bogom, z argumentom. Kajti, ko operiramo z Bogom, želimo svoje tosvetne stvari opravičevati ali postavljati nad njih Božjo avtoriteto. Do tega pa nimamo pravice, da to delamo. Ker mi ne vemo ta trenutek, ko javno delujemo v javnem političnem življenju, ali res je to Božja volja, ali to ni Božja volja. Božja volja je, sigurno, da na razumen, argumentiran način sodelujemo v prizadevanju skupno dobro. Da bi pa na konkretnih stvareh hoteli imeti Boga za zaveznika, to pa ni potrebno in tudi ni čisto v duhu evangelija in v duhu krščanstva. Celo nevarno je, če kličemo Boga na svojo stran v urejanju naših skupnih zadev. To vidimo, kaj se dogaja, ko se kliče Boga na svojo stran pri muslimanih, ko se sklicujejo na Allah. Allah nima, v moji oceni, nič skupnega z islamsko fundamentalistično državo. Če pa ima kaj skupnega, je pa to napačno razumevanje Boga. Bog ne more biti na strani nasilja, na strani stvari, ki škodijo drugim ljudem in tako naprej. In zato se nima nišče pravice sklicevati na Boga pri takih rečeh. In je zato treba biti zelo previden pri tem, ko se sklicujemo na Boga oziroma ko legitimiramo družbene zadeve z Bogom. Rajši manj sklicevanja na Boga v političnem, družbenem življenju, kakor preveč in prehitro. Poleg tega živimo seveda v nekem sekularnem svetu, ki živi, kakor da Boga ni, in večina naših sodržavljanov se tako požvižga na Boga, ali je proti njemu, ali pa jim gre na živce, če bi se mi kot kristjani sklicevali na Boga, ko urejamo skupne stvari.
prostor skupnega urejanja je predvsem pač najbolj eminenten prostor je parlament. In zato v parlamentu toliko bolj velja paziti, da ne utemeljujemo stvari, ki jih želimo doseči na področju zakonodaje, s sklicevanjem na vero in na Boga, ampak s sklicevanjem na zdravo pamet in na razum, kajti tako, kot pravi Benedikt XVI, je politika kraljestvo razuma. Tisto, kar je pa naš slovenski problem, pa je, da smo seveda iz politike naredili vse drugo, samo ne kraljestvo razuma. In ker smo naredili z nje vse drugo in ne kraljestvo razuma, zato se težko sporazumevamo, zato težko pristajamo na težo argumenta in zato imamo še vedno demokracijo v narekovajih, kjer nima težo argument, ampak ima težo tisti, ki ima oblast. In več, ko ima oblasti, bolj pogazi tudi argument. To je seveda nekaj, kar nima z neko moderno, sodobno, demokratično družbo nič veliko skupnega, ampak je to postanek nekega totalitarnega mišljenja, ko ti ne iščeš soglasja, čim večjega soglasja pri svojih državljanih, posebej še v tistih stvareh, kjer ne gre za tehnično-politične odločitve, ampak kjer gre močno za etične odločitve, kot je recimo sprememba definicije družine. Sprememba definicije družine ni tehnično-politična rešitev. To ni rešitev, ki je podobna temu, kako bomo urejali komunalo. To je tehnična rešitev, kako bomo urejali komunalo. Tam jo lahko urejamo tako ali drugače, doben ni zaradi tega etično močno tangiran. Ko pa gre za take stvari, kot je recimo definicija družine, pa smo vsi tangirani. To se dotika vsakega izmed nas. To se dotika vse državljane. In zato o tem ne more odločati večina. In to je defekt demokracije. Ko si oblast, ki je tako močna, da misli, da lahko zaradi pozicije oblasti spreminja vse, dovoli, da spreminja tudi tiste stvari, ki bi morali absolutno biti rezultat konsenza, čim večjega števila državljanov, kajti to zadeva res skupno dobro, ne pa, da je to rezultat števila dvigov rok v parlamentu, ki ima absolutno večino. In v takih situacijah in v takih primerih smo še pa kristjani toliko bolj poklicani, da z močjo argumenta nastopimo proti zlorabi oblasti. Kajti v tem primeru se natančno kaže tisto, kar pravi Jezus v tistem stavku. Dajte Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjeva. V tem primeru si cesar prilašča pravico Boga. Te pravice pa nima in mu je tudi mi nikoli ne smemo dati. Hvala lepa za zdaj. Glede na to, kar sem se pogovarjala oziroma spisala s našimi današnjimi uglednimi gosti, bi nekako navezala naprej misel dr. Negašnika. Lepo pozdravljeni. Jaz nisem politik, ne politični analitik, pa tudi nisem teolog, zato ne bom govoril ne o politiki, pa tudi ne o krščanskem družbenem nauku, bom pa govoril o nečem, kar je za oboje, za politiko, družbo in krščanski družbeni nauk pomembno, to je kultura. Skušal bom podati neko misel o tem, kaj pravzaprav je kultura in kako je s pojmovanjem kulture.
kakšne ideje kultura se uveljavljajo in kako je zdaj to pomembno za naš slovenski prostor, za slovensko družbo, pa tudi kako je s tem pojmom in s tem problemom nekoliko širše. Konec koncev pripadamo tudi formalno širši skupnosti, formalno politično, kulturno in bi rekel, gospodarsko pa sploh. In potem na to navezati tudi, kakšna je pravzaprav, pa kakšna je bila vloga krščanstva in vloga kristjanov pri kulturnem življenju, pri razumevanju in pri uveljavljanju kulture. Torej, izraz kultura se uporablja v veliko različnih pomenih, posebno vrednost pa ima predvsem zato, ker lahko označuje celotno človekovo razmerje do sveta. Zato je pač v tem pogledu, v tem pomenu širši od pojma politika in tudi od pojma družbe. Zaradi tega pomena velja kultura na splošno privileg za veliko vrednoto, ki jo potrjujejo tudi temeljni družbeni in politični akti. Razni zakoni, razni kulturni programi, ki, povedo čisto formalno, formalno utemeljujejo pomen te dejavnosti oziroma tega razmerja do sveta. Za nas Slovence ima kultura še nasploh, bi rekel, takšen pomen. Označuje nekaj dobrega, pomembnega, na neki način celo navajeni smo misliti, da smo svojo identiteto razvili in ohranili zaradi kulture, že davno pred nastankom samostojne države. Se pravi, tistega političnega okvira, ki zagotavlja slovenstvu in pač potem slovenski kulturi obstoj. Menimo, da se brez kulture zgodovinsko seveda slovenska država sploh ne bi mogla izoblikovati. To je utemeljeno prepričanje. Vendar ima kultura, kot sem že omenil, več pomenov. Zamenjava teh pomenov, mislim v javni govorici, v javni zavesti, zamenjava teh pomenov in zmeda, ki nastaja zaradi tega, sta pa v nemajhni meri po mojem prispevala in prispeva k stanju, v katerem smo in ki ga skoraj nihče več ne imenuje drugače kot kriza. To pač vsi vemo, vsi vsak dan to slišimo in nihče drug pravzaprav, oziroma nihče ne meni, da stanje ni krizno, ne glede na to pravzaprav na katerem koncu tudi političnega spektra se nahaja. Zlasti od osamosvojitve naprej začne pojavljati v javnosti drug pomen besede kultura. Kultura sicer še vedno je tisto dobro, temeljno, tisto resnično v človekovem odnosu do sveta, vendar je, to se zelo poudarja, obenem različno od politike. Je tako rekoč nasprotje politike, ki velja za vir družbenega zla. To se sliši nenehoma iz medijev, to se ponavlja na raznih koncih. Takšno prepričanje se je uveljavilo po zatonu enopartijskega sistema, v katerem je bila, kot vemo, politika vse. Strukture, ki so izgubile politično vsemogočnost, so pa ohranile velik del drugih družbenih monopolov. In eden od njih je bil kulturni. Skrbno so pazile, da so ga prilagajale zahtevam novih časov. In so ga na ta način prikrivale in obenem trdno ohranjale v rokah. Z navidezno moralno čistih, neoporečnih stališč kulture so napadale parlamentarno demokracijo in dušile zametke demokratične kulture, ne samo politika, kulture,
ki se pač utemeljuje na drugačnem razumevanju človeka, svobode in družbe. Mislim, da mi za vse to ni treba navajati dokazov, da jih je vse polno od družboslovja in šolstva do umetnosti in medijske produkcije zabave. Kultura je, če povzamem, nekako neuradno postala tisto, kar je proti politiki. Druga značilnost, podedovana iz starih časov, pa je, da se kultura enači s tem, kar je domnevno napredno. In v tem smislu seveda dobro, boljše, etično višje. To je pomenilo, da je kulturno tisto, kar ni tradicionalno, pa tudi, še bolj konkretno, kar ni duhovno. Kultura je skratka tisto, kar obravnava človeka v okvirih kulturnega materializma. To je nek pojem, ki se v sodobni kulturi, pa v sodobnem družboslovju zelo uveljavlja, zlasti v zahodnem svetu. Pojem, ki v marsičem pravzaprav zelo odraža stare ideje dialektičnega materializma. Ne seveda direktno, ampak če zarežemo nekoliko pod površino, pa se pokaže takšna slika. Jasno je, da takšna, tako pojmovana kultura ne more sprejemati krščanstva. Še več, v aktivnem nasprotovanju krščanstvu pa naj bo to odkrito ali prikrito se celo moralno utemeljuje. Kulturni materializem se zavestno ali nezavedno, razume kot filozofija osvobajanja od okov tradicije, ki jih uteleša najbolj vidnostnega evropskega krščanstva. S tem so povezana morda največja razočaranja, ki jih doživljamo po osamosvojitvi. Vendar to ni le slovenska zadeva, temveč veliko širša, zahodnoevropska, če že ne zadeva celotne zahodne civilizacije. Če se spomnimo nekoliko nazaj, mislim, da je tukaj nas je velika večina takšnih, ki se seveda še spomnimo slabih starih časov. Kako je pravzaprav bilo s krščanstvom v kulturi nekdanje skupne države? Posebej boleča za mnoge ljudi v Sloveniji v času socialističnega režima je bila stigmatiziranost vere, še posebej katoliškega krščanstva. Ključno vlogo pri tem so igrali razni vzvodi javnega življenja. In to v širokem razponu od znanstvenega prezira, izobraževalnih institucij in patetičnih protikrščanskih pričevanj visoke kulture, do posmehljive upravljivosti rumenih medijev in raznih terenskih delavcev po lokalnih trgovinah, čakalnicah in šolah, ki so vsi utiskovali in obnavljali pogosti. V ozračju neprebavljenega strahu zaradi medvojnega in povojnega terorja je bilo to početje, ko se reče, obsojeno na uspeh. Krščanstvo je imelo v narekovajih javno veljavnem prepričanju, ki je bilo pač vzpostavljeno. Torej, krščanstvo je imelo po tem prepričanju s sodobnim življenjem samo še to zvezo, da je zaviralo njegov napredek, kar je pomenilo bolj ali manj isto, kot če bi rekli, da je zoper življenje. Takšno prepričanje je v desetletjih postalo nekakšno naravno stanje in povsem očitno se je usedlo v kosti tudi marsikateremu kristjanu. Sam lahko zase rečem, da mi je pravzaprav pustilo neodpravljivo neugodje pri vsakem vstopanju v javni prostor. To recimo, da je danes tu malce drugače. Toda tam na zahodu je drugače, smo se tolažili.
In res je bilo in je drugače, a vendarle ne tako zelo, kot bi si mislil. Sram Evrope pred lastno zgodovino, miselne akrobacije pri njenem razmišljanju o lastni identiteti, hendikep, ki ga predstavlja katoliška identiteta v političnem življenju, samoumevni, pogosto agresivni ateizem akademskega življenja in neredko kristofobna, po krščanstva sovražna govorica odlikovanih umetnostnih del. Vse to razločno govori, da smo si Evropo slikali zelo naivno. A tudi v tem, da je Evropa sama v zadnjih desetletjih prehodila pot, na kateri je v nekaterih ozirih postala presenetljivo podobna jugoslovanskemu socialističnemu prizorišču, ki smo ga, tako smo bili prepričani, že pustili za seboj. V tej novi družbeni resničnosti so tudi postkomunisti, ali kako naj jih imenujemo. Bistven del problema je že v tem, tej spolski identiteti posebej. Skratka, ti, kdorkoli že, so pač lahko iznašli način preživeti. Njihova ljubezen v Evrope, spomnimo se, kdo je prvi imel gesto Evropa zdaj. Osnovanje na ideji demokracije in na človekovih pravicah je bila sicer že v osnovi nemogoča ljubezen in združitev z njo, združitev za Evropo, poroka iz nuje. Toda, govoreči sekularizem postrazsvetljenske demokratični formalizem in razduhovljenost kulture so zdaj propadli politični opciji, vendarle nudili preživetveno okrilje in nastavke za delovanje, ki je bilo bolj kot kaj drugega mukotrpno prilagajanje na nove razmere, mimikrija in ustvarjanje razmer za restauracijo. Posebej pomembno je, da so zaradi zgodovinskih okoliščin ohranili praktično popolno kulturno hegemonijo. Zato so lahko tudi v pogojih formalne demokracije nadaljevali s politiko nekdanje SZDL, ki je vključevala dozdevno nasprotujoče si družbene dejavnike in ustvarjala videz pluralizma. Dejansko pa je bila to samo kulisa, iza katere se je igrala igra enotne, realne politične moči. To je zgodba, ki jo hočeš nočeš poznamo, ker jo izkušamo v politični realnosti. A da ne bom predolg, če se vrnem k širšemu kulturnemu obzorju, bomo videli, da v takšnih razmerah krščanska kultura ni samo varuhinja same sebe, kaj šele določenih osih političnih interesov. Sodobni zahodni kulturni materializem, nekateri zlasti v Ameriki mu pravijo tudi kulturni marksizem, če to najbolj posrečeno. Skratka, ta kulturni materializem je zelo osiromašil življenje, saj ne priznava nobenih duhovnih razsežnosti človeka in obenem prodaja to svojo podobo kot znanstveno, napredno, kot edino, ki je na ravni časa. Posledice tega so vidne nadalje. A seveda tistemu, ki ima drugačno kulturno in tudi duhovno izkušnjo, tistemu, ki pa je povsem potopljen v to, pa seveda ta podoba niti ne more postati različna. Prizadevanje za krščansko kulturo zato danes ni le reševanje krščanske dediščine, temveč v resnici rešuje širši, celovitejši in lahko bi rekli tudi resničnejši človekov svet. Tisti, ki se je oblikoval že davno pred krščanstvom v evropskem prostoru in ki je živel tudi potem včasih mimo krščanstva v tradicionalni evropski kulturi. A
ampak svet je vendarle nek način priznaval duhovne dimenzije človeškega posameznika. Zato torej družbena vidnost krščanskega človeka ne pomeni uveljavljanja klerikalizma, temveč to, da se v javnem življenju, od politike do kulture in umetnosti, govori o celem človeku, človeku, ki je tudi bitje iskanja smisla, bitje odgovornosti in bitje neodstujljivega dostojanstva. Hvala. ki bomo poskušali slediti danes, pa naš naslednji sogovornik, magister Jurij Emeršič, ki bo osvetlil še neko plat, pomembno plat slovenske današnje scene, v kateri smo tudi kristjani. Hočeš ali nočeš? Hvala lepa. Torej, jaz bom kot zgodovinar začel z enim historiografskim problemom in sicer je to eden od uspehov totalitarnega sistema komunizma je bil, da nam je uspel vsiliti svojo interpretacijo zgodovinskega političnega prostora, ne samo pri nas, tudi drugod, zlasti na francoskem. In tej veliki prevari je zgodovinopisje nasedlo, namerno ali pa mogoče nenamerno, in so vzeli recimo že samo prevzem levičarske interpretacije, kaj je desnica, kaj je levica. Da so nam Hitlerja, ki je bil nacionalsocialist, so nam na desno politiki. Proti temu sploh nismo dovolj protestirali in čeprav recimo Hannah Arendt in drugi mislici, filozofi, zgodovinari so predlagali boljše klasifikacije. Ko je partija leta 1945 prevzela oblast, je pri nas kmalu in tudi drugod je postalo kmalu jasno, da ni sposobna ponuditi tistega, kar je obljubljala. Da so razmere bile precej manj rožnate kot v predvojnem obdobju in je zato morala ustvariti neko pseudoresničnost, v kateri bi se ljudje počutili v redu in bi rekli, se v bistvu je pri sosedih še slabše, pa v preteklosti je bilo še slabše, v bistvu je kar v redu čas, v katerem živimo, tako hokus pokus, recimo tudi v času industrijske revolucije je angleško zgodovinopisje ustvarjalo, so tam mračni srednji vek naslikali, da bi najverjetneje bilo tistemu njihovemu izkoriščenemu delavstvu lažje. In tu se zgodi podobno, zato, da ohranjaš tako pseudoresničnost, pa potrebuješ en zelo zvest štab zgodovinarjev, pa medijskih mogodcev, pa ekonomistov, skratka en štab, ki ti ohranja, ki ti pomaga ohranjati tako pseudoresničnost. In zgodovinopisje so ti ljudje toliko zasvinjali, toliko enih manipulacij, to nesli, da zdaj, ko probamo to malo, bi rekel, spraviti v red, no pa rečo, da je to revizionizem, da spreminjamo zgodovino. Problem je star, ampak tudi po letu 90 se zadeve niso premaknile na bolje. Tule imam, sem pred kratkim šel ponovno brati slovensko spravo gospoda Justina Stanovnika in je tukaj, recimo, v zaključku zapiše eno zelo dobro ugotovitev, ki je v bistvu še vedno čisto aktualna, pravi. Glede tega vprašanja je zanimiva pozicija, ki je bilo mogoče opaziti na nedavnem simpoziju Borec v času in prostoru. Med drugim je bilo rečeno, da najnovejše govorjenje o državljanski vojni nima nobene veze ne s politologijo, ne s zgodovinsko znanostjo, marveč z najbolj vulgarnim, primitivnim antikomunizmom in da se zgodovinari profesionalci pač ne bodo ukvarjali s politikanti, obskurnimi publicisti ali vsaj ambicioznimi amaterji. In to še danes. Rečejo, to je revizionist, ta je šarlatan in to gladko te se pravi na eni strani zgodovinari, kvalificirani zgodovinari z simpatijami na strani zmagovalcev, od njega izbrani in plačani, na drugi strani pa vulgarni primitivci, ki se tam razpoznavajo.
v duhu hegelijanske in zelo visoko pač potem poenostavljene marksistične filozofije, ki gleda na zgodovino kot na neko brezosebno božanstvo, ki teče v smeri na neke po dialektični logiki v smeri neke idealne idealnega družbenega reda, sproti odvrže vse strukture, ki ne služijo več, na poti pa uniči vse, ki se temu toku zoprstavijo, so reinterpretirali celotno zgodovino, od prazgodovine, tako občo kot slovensko. Tako so katoličani seveda pri tem vedno igramo tisto vlogo na zadnjaku, se pravi, predstavijo celotno zgodovinski razvoj kot razredni boj, kot boj med izkoriščenimi in izkoriščevalci, seveda katoličani smo tu vedno tisti, ki smo grdi, ki smo nazadnjaki, od križarskih vojn, ko smo uboge muslimane ubijali, s tem, da ne povedo, da je 400 let prej, oziroma 300 let prej bil zelo, torej 300 let hudega islamskega terorja na Bližnjem vzhodu je spodbudilo, potem prišlo do križarskega projekta. In ko je križarski projekt ugasnil, smo imeli pa še 300 let Turke. Potem zgrešena interpretacija od srednjega veka, čarovniških procesov, potem našega domnevnega nasilja nad luterani, ki je tudi en konstrukt, če pomislimo na augsburški verski mir, ki je na nekem političnem nivoju ta konflikt zelo dobro razrešil in je to bil nek višji dogovor in izselitev protestantov na Slovenskem ni bilo nobena taka grozljivka, kot se rado učita. Skratka, vse te točke sporne se ne moramo poglabljati, ampak vse to nas potem pripelje nekako do preloma 19-20 stoletje, ko pa se je pojavil zlodej vseh zlodejev, kot nam ga predstavil, to je pa naš Mahnič. Mahnič, ki je bil človek, kot bi ga danes si želeli, kot bi morali biti vsi kristjani, ki je točno vedel, kateri miselni tokovi od nihilizma do tega panteizma, do tistih pojamraš, kako se reče, tako filozofsko, strokovno, svetobolje, do svetobolja, vse to je vedel, to za krščanskim pogledom na svet pač ni združljivo in to je kritiziral. Ni pa bil edini, se so tudi liberalci kritizirali tisto miloslogaštvo, ampak na koncu je Mahnič postal tisti, ki ga je komunistično zgodovinopisje si izbral tistega, ki je naredil ta razkol, ki je pripeljal Slovence v razdor iz idealnega slogaštva, ki je seveda po mnenju komunizma idealen red, da vsi imamo, vsi enako razmišljamo, imamo enega vodjo. In ne oziraja na to, da je pomagal formirati Slovence kot modern narod, s tem, ko smo dobili prve stranke, so ga razglasili za tistega, ki je v bistvu povzročil bratomorno vojno. Interpretacija je taka. Zelo, bi rekel, zelo malo morda pretiravno, ampak malo bolj strokovno povejo, ampak v bistvu je to tako. Hrvati imajo očitno glede tega bolj razčiščeno v glavi, ker bodo Antuna Mahniča, kot so ga preimenovali, bodo zdaj postavili na oltar. In sem zadnjič ravno bral nekje članek, je pisalo, mislim, da je bil Glas koncila, na debelo pišejo, Antun Mahnič je Slovencima dal mnogo ali Hrvatima sve. Torej, tako maličenje zgodovinskega spomina še traja. Pred 2 tednoma je Sobotna priloga priobčila en članek gospoda Istoka Simonitija. Drugače ne berem, ampak me kolega opozoril je rekel, da se je nekaj obregno vame, pa sem šel brat, ampak ni tista stvar niti tako problematična. Problematičen je pa cel sestavek, v katerem dejansko predstavi v diktat etike in naloga politike naslov poda zelo trd revolucionarni pogled na zgodovino. Krščanstvo in komunizem oboje predstavi kot 2
monoteistični utopiji, totalitarni utopiji, ki sta pripravljeni v določenih situacijah tudi za moralno razglasiti v boj očeta, matere, sina, prijatelja, domovine. Ne? Se pravi, krščanstvo predstavi tako staro zavezno, seveda vzame samo tiste starozavezne navedke, ki podpirajo to njegovo trditev, zelo perfidno zapisano besedilo. Komunistična interpretacija zgodovine nas je prepričala in levičarski ideologi nas še zmerom, da je skozi zgodovino bilo z nami, kristjani, vse narobe. In ker smo pač del te totalitarne krščanske ideologije, samo Kocbek in tovarišija, kot pravi Simoniti, oni pa so v redu. Ne? Pomeni, odtrgaj se od institucije, pa boš v redu, boš humanist, boš čisto v redu lahko, ampak pri instituciji pa pač ne moreš sodelovati. Ta diferenciacija. Pri tej interpretaciji so očitno bili uspešni, ker so uspeli, bi rekel, zasejati ta tudi delno razdor med katoliki, med verniki in med klerom, če se tako izrazim. Kristjani, mogoče še bolj tudi, bi rekel, najvišji predstavniki cerkve, so se večkrat začeli posipavati s pepelom za stvari, za katere se ne bi bilo treba in kot se ne bi bilo treba, zlasti v obdobju, se pravi, po Škofu Volku, je tam v 70 letih kar popularno. Ne? In potem, in se mi zdi, da je ta drža še ostala. Pozival k odpuščanju in spravi s tistimi, ki so nam delali krivico, ki so nam pobili sorodnike, ki so nam vzeli dobro ime, sem se po raznih komemoracijah in govorih priznal, naposlušal, tako da sem bil od tega že kar malce utrujen in slabe volje. In zato sem morda marsikoga prizadel letos na Teharjah, ko sem dejal na začetku izzivalno, da tam zbrani ne potrebujemo sprave, ampak jo potrebuje druga stran. Mediji so seveda povzeli samo ta del nadaljevanja, v katerem sem pa govoril o procesu, kak naj bo spravni proces, pa tisto je seveda bilo potem izpuščeno. Namreč, spravni proces, ki je temelj, če hočemo sploh zaživeti kot narod, ima določene zakonitosti, ki je vrhunsko povzel francoski skrbinar Besançon, pa bi želel to prebrati, ker je zelo važno besedilo. Pravi, poleg te krepostne pozabe, ali namesto nje obstaja neka druga, ne tako krepostna pozaba, ko govori o odnosu med krščanstvom in komunizmom. Pravi, ponavadi do odpuščanja pride le, če se zanj prosi Boga in žrtev, če je torej greh poprej priznan in prošnja za odpuščanje izražena. Če ti pogoji niso izpolnjeni in je odpuščanje kljub temu enostransko podeljeno, ima odpuščanje vse pogoje, da je nično in predstavlja celo dodaten greh. Takšno prelahko odpuščanje lahko izhaja iz vzvišene morale, ki podcenjuje pravičnost in človeku omogoča, da je ponosen na veličino svoje duše. Se pravi, jaz v redu odpuščam, če treba, vse odpuščam. Lahko izhaja iz preproste lenobe, da bi preučil dejstva, ali pa iz pomanjkanja poguma pred zahtevami pravičnosti. In tako naprej. Se pravi, se mi zdi, to je zelo ključno, da spravo tako razumemo. Namreč revolucionarna stran rada zelo veliko govori o spravi in dialogu. Zdenko Roter je, takoj ko je nekaj zasliševal duhovnike, je začel govoriti o dialogu med marksizmom in krščanstvom, seveda brez institucije. Ampak to je brezploden dialog, to je čista izguba časa. In nam so usilili ta dialog, če ste pa kristjani, pa morate biti za dialog, kakšni kristjani pa ste. Ampak to je povsem brezploden dialog, dialogizirati z nekom, ki ne priznava objektivne resnice. Se nekamor ne premakneš. In namesto, da bi poglabljali svojo vero, ne pa pomagali partiji, ki funkcionira dialektično in nas rabi nekoga, da se ob njem, da se z njim krega ali pa ga ubija, ali pa z njim, torej vedno rabi v duhu dialektike eno antitezo, s katero se vode. No, na koncu, vmes nam še zbuja občutek krivde, na koncu pa nam jasno povedo,
kot je napisal Simoniti zelo jasno, da je maščevanje naravno pravna pravica. Maščevalci zato ne čutijo nobenih obvez do umorjenih, krivi so izdajalci, da smo mi maščevalci. Naše maščevanje nad rodom je posledica njihove izdaje rodu. Na tako dedukcijo naj računajo vsi, ki so zelo skroženi. In celo pravi naprej, država je pravična, če zločince preganja, toži in sodi. Če tega ne dela, potem maščevanje postavlja v čas, ko bo možno. Slaba država torej pripravlja poravnavo krivic z maščevanjem. Če to vem jaz, vedo tudi osamosvojitelji, ki so blokirali pravno državo. Tu imamo čisto jasno napoved, spoštovani Hodnič nam je že itak zelo vulgarno povedal, da je huda jama zelo prazna in da je še veliko placa. Ko sem dal prijavo na tožilstvo, so jo zavrgli, češ, da je hotel upozoriti samo na družbeni fenomen. Skratka, v takem vzdušju se razdor samo poglablja, diferenciacija pa partij uspeva vsakič med nas in vsakič, ko kakšnega pomladnika zapeljejo v dialog. Ker cilj tega dialoga je zamegliti resnico in usiliti partijsko interpretacijo. Simoniti tukaj, Istok Simoniti jasno pove, tega, kar se je v vojni in enopartijskem sistemu zgodilo, ni mogoče spremeniti. Lahko pa v resnici moramo drugače razumeti, če hočemo doseči spravo. Pomeni, spremenimo mišljenje, mi spremenimo mišljenje, pa bo spravljen proces možen. In verjeli ali ne, tudi en katoliški intelektualc mi je v katoliškem časopisu Družina napisal nekaj čisto podobnega, pa bom kar prebral ta stavek, ki je, se mi zdi, marsikaj pove. Če hočemo priti do sprave, se moramo torej spremeniti. Tako kot Simoniti. To pomeni, da moramo najprej spremeniti svoje mišljenje. In sicer tako, da začnemo o svojih politično in nazorsko drugačnih sodržavljanih razmišljati z večjo simpatijo. Skratka, zdi se, da nam sporočajo, da se bo potrebno povedati resnici, pa bo sprava, pa bo prišla sprava. Torej, zavedati se moramo, da gre pri marksizmu za temačno mistiko, ki je povsem nezdružljiva s krščanstvom. Kar se kaže tudi v zadnjih poskusih ukinjanja tradicionalne družine, ki so jo razvijali od leta 1945 naprej, pa je do danes še niso povsem uspeli. Je pa za ustvaritev novega totalitarizma, ki bo v duhu hegelijanskega razvoja zamenjal to sedanjo partijo, to nujno potrebno. In mislim, da bo to hud totalitarizem. Pa bi prebral en stavek, ki ga je napišal še Komar, se s tem bom zaključil, ko pravi, navaja, sicer nisem potem šel v Hegelovo fenomenologijo, nisem šel tega iskati, nisem šel pa iznašel, pravi en citat, on iz španske izdaje piše, pravi, da se posamezniki ne ukoreninijo in trdijo v svoji izolaciji in s tem povzročijo, da se celota razkroji, jih mora vlada vsake toliko časa stresti v njihovi notranjosti z vojnami in tako zlomiti in zmesti njihov ustaljeni red in pravico do neodvisnosti in jim tako dati čutiti to muko njim posameznikom, da ko tiščijo v svoje, se izločajo iz celote in težijo v zasebno bivanje in osebno varnost, da je njihov gospod in gospodar smrt. Gre za zelo grozljive besede, ki kažejo na to, proti čemu, kar so instinktivno začutili vsi tisti, ki so se uprli komunizmu leta 1941, da gre tukaj za eno zlo mistiko in tukaj, če ne bomo kristijani, malo bolj odločni, malo bolj stali na svojih krščanskih temeljih, nas bo odpihnilo. Vam samo povem za zaključek še to, na eni, z mojca smo že govorili, na eni šoli v bližini Ljubljane je zdaj precej otrok, ki pač pripadajo islamski veroizpovedi
in so na svetu staršev sprožili pobudo, da ne bi imeli svinjskega mesa. In je svet staršev tako jednoglasno seveda preslužal to. Potem pa se ena mama v glasa je rekla, da se strinja s tem, da je to zelo lepo, da bi pa bilo fino, če bi tudi v petkih za kristjane bilo. In je rekla, to so pa skočili vsi starši, kako je nazadnjaška, da to pa je res, to pa je predravanje in tako naprej. In potem sem jaz govoril z gospod Škriner, ki je tudi rekla, da bi bilo fajn stvar peljati naprej, tudi opozoriti župana. Pa je potem mama rekla, da bo poslušala sama, je šla k ravnateljici, ki jo je poslušala zelo pozorno in je tudi rekla, da bo omogočila, da bo njen otrok imel to, ampak naj pa bo pripravljena na razočaranje, da ostali kristjani ne bodo podprli. In res je rekla v razredu, kjer hodi večina otrok v veruko, niti eden. Vsem staršem se stvar sploh ne zdi problematična in zato v takem družbenem stanju, a veste, pa smo mi, bi rekel, ena zelo, zelo krhka ladica, ki nas bo en močni, nov totalitarni sistem pa res zradiral. Hvala lepa. Pa ne zdaj izziv predam gospodu Alešu Klincu. Šta je rešitev za to? Zato smo tukaj. Torej, jaz sem vesel, kolikor nas je zbral žalostni razlog, da so našo zaprli, da sem spoznal toliko čudovitih ljudi. Če se to ne bi zgodilo, verjetno do tega ne bi prišlo, tako da moramo, je to še en dokaz več, ne? Kako ima vsaka slaba stran, tako tudi dobro vse. In jaz verjamem, da iz tega našega medsebojnega spoznanja, iz tega, da smo postali prijatelji, da si zaupamo in tako naprej, lahko izideti kaj več. In tudi vse to, kar zdaj govorim, je pogoj za spremembo. Pravi, da se ljudje, ki se prej niso poznali, začenjajo poznati, začenjajo sodelovati in se skupaj startnja vlave in dosežejo spremembe. Tako da jaz sem optimist. Bi se pa rad mogoče imam to srečo, da sem bolj na koncu navezal najprej na kolega Emeršiča, ki je govoril o tem, kako je treba, oziroma kako so partijci si zadali za nalogo, kako bodo celo zgodovino razložili na novo in po svoje. Jaz sem prišel na filozofsko fakulteto v prvi letnik, no in tam je en profesor, Igor Pribac, ki verjetno oblikoval zelo kmalu po našem prihodu v prvi letnik eno skupino, za katero je rekel, da nam bo pomagal, da bomo postali kritično misleči študentje in da bomo se naučili pisati in bomo objavljali v takratnem časopisu za kritiko znanosti, zdaj ne vem, to še obstaja. No, in smo mi v tistem časopisu za kritiko znanosti objavljali na začetku recenzije. Je rekel, veste, recenzije so pravi način, da se vi naučite obrti pisanja, tako kot se to gre. In moram reči, res bil dober mentor v tem smislu, no, in nam je dejal knjige, ki ne jih preberemo, potem smo napisali tiste obnove in on jih je s obrtniško natančnostjo popravil, tako da smo imeli res rep in glavo. No, in ko je imel občutek, da se znamo to delati, je pa rekel, no, da si pa sami knjigo izberete. No, in si jaz seveda izberem prvo knjigo, ko sem si jo lahko sami izbral, Družbeni nauk cerkve, Pendi, bela knjiga in seveda napišem obnovo te knjige v skladu z vsemi tistimi njegovimi navodili obrtniškimi, kako mora taka obnova, da bo za znanstveno nadbijo tipa časopis za kritiko znanosti primerna. Jo prinesem, rekel, čakaj, zdaj ne morem prebrati, se bova pa slišal, no in kaj je do njega, prav, a neš, vse je zelo rekel, samo ene par stvari. Rekel, nič nisi omenil križarskih vojn. Inkvizicije nisi načinil. Pa sem pa rekel, se to bi je že omenil.
Veste, družbeni nauk cerkve gre od leta 1890 naprej, ne? Ni bilo pa več niti inkvizicije, niti križarskih vojn. Rekel, Aleš, nič hudega. Mi moramo zbujati kritično misel v ljudeh. Redko, kar veš, ampak to je moj predlog, da bo ta tvoj članek, ki je sicer zelo dobro pripravljen, dobil tudi to kritično razsežnost. Ampak, gledajte, nič ne silam, ne rekel, kar veš. In seveda, jaz tega nisem pravo, nisem namesil te razsežnosti kritične misli, in takrat se je končalo moje sodelovanje v tej skupini. Takrat sem končal kariero v akademski sferi, od takrat naprej sem bil potem na nek način izločen iz te družbe, neke vrste elitne, njegove izbrane družbe perspektivnih študentov. Tisti, ki so ostali v tej družbi, so danes nekateri tudi na fakulteti, saj za enega kolega vem, da je še danes na fakulteti, je šel potem in je naredil vedno kariero. Tako da, to je konkreten primer, kako so že študente, ker to ne samo mene, vsacga, spodbujajo kritične misli in ta kritična misel seveda je s časoma začela dati rezultate v tem, da gledamo na svet danes v Sloveniji tako, kot gledamo in gledamo veliko drugače, kot so na iste dogodke gledali ljudje 100, 70, 60 let. Tako da pritrjujem Emeršiču na lastni izkušnji, kako to zgleda. Potem bi pa mogoče se malo navezal na Štuheca, pa ne zato, da bi ga dopolnjeval, ampak zato, da bi tudi on ne bi povedal, če bi bilo več časa. Namreč, Benedikt XVI je videl, da v tem svetu obstajata dve gibali. Oziroma, pravzaprav obstaja eno gibalo celotnih naših odnosov in to je kraljestvo razumu, ki ga je profesor Štuhec že omenil. Ampak, prav, Benedikt XVI v enem zbirki esejev Evropa, kje si, izzivi prihodnosti. Pravi, problem kraljestva razuma je to, da teži po svoji absolutizaciji. Se pravi, kraljestvo razuma se spridi, se sfiži. In to pripelje do totalitarizma. Se pravi, pripelje do skrajnih oblik zatiranja drugih ljudi. In na nek način je nekaj podobnega, ko sem bral dnevnik Staneta Kavčiča, ko Stane Kavčič ugotavljal. Stane Kavčič je ugotavljal, da partija v njegovem času postaja vera. Da nekateri ne razumejo več družbenih dogodkov v smislu nekih stalno spreminjajočih se in tako naprej, v smislu iskanja pragmatičnih rešitev, ampak da so postavili neke verske resnice, v katere moraš verjeti, ali te pa ni več. Se pravi, to, da ima to kraljestvo razuma željo po absolutizaciji, potem, da začne zatirati, seveda je opazil zelo jasno tudi Benedikt XVI. In seveda on odgovarja. Kraljestvo razuma, če nočemo, da se bo spridlo, če nočemo, da bo prišlo v svojo skrajnost, potrebuje korektiv, potrebuje nadzor. In ta nadzor je lahko samo vera. Se pravi, vera je tista, ki striže peruti razumu, da ne poljuje. In je potem seveda šel naprej in je rekel, torej, kristijani smo verniki. Kristijani smo navzoči v javnosti. Koliko ne bomo kristijani navzoči v javnosti, da bomo seveda opravljali svojo vlogo korektiva tega kraljestva razumu. Zdaj mi bi rekli, ravno to, da ne bo težav. Malo bom to, da bom imel z vlastno vestjo pohorihtano, da ne bom imel občutka, da sem zatalil tukaj canka, ampak moram pa spet paziti, tu pametno moram pa spet biti, da se ne bom preveč izpostavil, da ne bom imel težav. Recimo, jaz takrat nisem bil dosti pameten pri pricu. Bi mogel malo nekako to elegantno, diplomatsko nekaj upoštevati, nekaj ne, kot bi imel zvestjo porihtano, njega pa tudi potolažega. Ko nekako gledamo v oči, tukaj je prav Benedikt XVI, to ni prav. Kristijani moramo biti v javnosti 100% kristijani. Sicer
je boljše, da nas ni, ker kraljestvo razuma lahko na ta način do drug enako dobro ali pa še boljš dela kot mi. Ne? No, in seveda pravi potem Benedikt 16. naprej, po redu, zdaj pa, ko smo kristjani in se odločili, da bomo pravi 100% kristjani v javnosti, kako pa bomo? Ne? Se vedno imaš potem neke konkretne probleme, ki jih moraš rešiti. In on pravi, biti moramo kristjani v javnosti na ta način, da bomo 100% izkoristili vse možnosti, ki nam jih pravni red daje. Se pravi, mi smo, kristjani smo na nek način, kot je že prej se rekel, lojalni oblasti. Lojalni oblasti, lojalni zakonov države, v kateri živimo. In ne rušimo. Smo, lahko rečemo, celo vzorni državljani, za katere se lahko vsaka oblast zanese, da ne bomo metali granitnih kock. Zakaj? Ker je to v nasprotju z našim prepričanjem. Verski. No in seveda, potem se dajmo vprašati, koliko mi, kot kristjani v slovenski javnosti, 100% izkoriščamo možnosti, ki so nam zakonsko dane. In kaj moramo ugotoviti? Zelo malo od teh 100% uporabljamo te možnosti. Vendar mi živimo v neki formalni demokraciji, kjer imamo zelo veliko možnosti izkazovanja, bom rekel, svojega prepričanja, kjer imamo možnost, da se izpostavimo, kjer imamo možnost, da uveljavimo tisto, kar mi mislimo, da je prav. Imamo tudi veliko možnosti nadzora na delovanje oblasti. Konec konca ne, če vi veste, da lahko vsak od vas, vsak od nas, kadarkoli zahteva vsak dokument, ki je nastal v tej državi in izvaja svoj lasten nadzor tega, kar je oblast dela. Koliko od nas je že kdaj to naredil? Včasih je že zadost, da oblast ve, da jo gledaš, pa bo delala tudi vidiš. Se pravi, jaz mislim, da imamo kot kristijani še ogromno rezervo, da lahko kot kristijani, kot polnopravni državljani, izvajamo svojo funkcijo omejevanja kraljestva razuma. No, seveda pa potem pride vprašanje, kaj pa, ko smo vse to naredili? Kaj pa bolj? A gremo puške, pa se gremo streljati? Ne. Benedikt 16. pravi, ne. Kristijani smo lojalni do vsake oblasti. Z vsako oblastjo, če se da, sodelujemo, če se ne da, pač živimo svoje življenje. Edino ena točka pa je, kjer pa imamo pravico do odpora. Samo ena točka, kjer imamo pravico do odpora. To je točka, kjer nam oblast prepoveduje in onemogoča, da bi živeli svojo vero. To je pa točka, kjer pa kristijani ne moramo se podrediti, se ne moramo ukloniti in se tudi ne smemo. No in tukaj pa seveda imamo pravico do upora. Kaj mislite, kaj je tista pravica do upora oziroma način, kako to pravico do upora izvedemo, ki jo predlaga dosledno v skladu s Kristusovim naukom Benedikt 16. To ni puška, to ni revolucija, to je mučeništvo. Benedikt 16 pravi, ko kristjan nima ničesar več, na kar bi se lahko naslonil, mu ostane mučeništvo. Zadnja točka je Boga Boga. Zdaj se pa vprašamo, koliko smo mi pripravljeni mučeništva prevzeti na sebe, kot našega skrajnega upora za tisto, kar v svojem najglobjem bistvu smo. Celo ta strah pred mučeništvom, strah pred izgubo vsega, je žal tisti, ki nas na nek način bremza, da smo povprečni kristijani, da smo na pol kristijani. In če jaz recimo zdaj gledam, koliko kot taki kristijani uspemo v tej družbi uveljaviti svojih vidikov, koliko uspemo temu kraljestvu razuma pristrižiti ruti, moram reči, da se čudem, da nam uspeva toliko. Je še sama Božja previdnost in milost, da nam je uspelo toliko to narediti. Da ni še hujš, da se razumemo.
Jaz mislim, glede na to, kako smo mlačni, glede na to, kako se malo upamo, smo še veliko uspeli doseči. Tako da, jaz mislim, da rezerv za to, da to družbo in našo civilizacijo izboljšamo, imamo kristjani ogromno. In prav ta rezerva, neizkoriščene priložnosti, v našem krščanskem, dejavnem krščanskem, katoliškem, protestantskem, pravoslavnem življenju v javnosti, je tisto, kar je lahko za nas veliko upanje. Ne rabimo veliko razmišljati, samo bodimo kristjani v javnosti in bodimo zares, pa bomo na nek način največ pomagali, tudi tistim, ki nas najbolj sovražijo in vsem skupaj. Da sem bil sošolec od Aleša. To pa pomenilo tudi, da sem imel tudi sam profesor Pevca za mentorja pri seminarju in sem si izbral, ne moram si kaj, da tega ne bi omenil, seminar z naslovom Krščanski principi in historično krščanstvo. In prav tako kot Aleš sem šel tudi jaz do njega, da bi se posvetoval v literaturi, o načinu pisanja. Ko sem ga poprašal po literaturi, s čim ne začnem, je rekel, ja, kar s Freudom začnite. Tako, samo mimo glede. Meni se je, po poslušanju, da sem se spomnil enega primera, mislim, da je opisan v knjigi How the West was lost, kako smo izgubili Zahod. Gre za italijanskega demokrščanskega politika, ki so mu novinarji postavili vprašanje, kakšen je njegov odnos do homoseksualnosti. Je rekel, zelo preprosto, najprej malo pomislim in potem je odgovoril, jaz mislim, da je to greh od kristjana. Pač kot kristjan tako verjamem. Kaj se je zgodilo? Ta človek je bil zelo malo politično mrtev. Zdaj se mi pa poraja vprašanje. Vi, dr. Štuhec, ste omenili moč argumenta, čim manj, recimo, nekih verskih resnic v politiki. Kako ne bi ta človek, za katerega verjamem, da bi lahko kot kristjan veliko dobrega naredil v politiki, kako ne bi ta človek modro, ustrezno odreagiral, da ne bi bil politično mrtev in ali je to sploh mogoče. Seveda se spomnimo, naprimer, na citate, bodite zviti kakor kače, bodite krotki kakor podobi. Ampak, ali je razrešitev te konkretne situacije sploh mogoče? Ja, to je bil Roko Botiljone, če sem pomotil, da kandidiral za komisarja, evropskega komisarja, in na tej točki padel kot kandidat. Zdaj, jaz moram reči, da čisto točno ne poznam njegovih izjav takrat, ampak, tako zdaj, kot ste vi rekel, homoseksualnost ni greh. Seksualna praksa homoseksualca pa je za nas kristjane greh. In to sta dve različni zadevi. Jaz vedno znova, kadarkoli govorim o teh stvareh, povem, da vzrokov za to, da so nekateri ljudje istospolno usmerjeni, je lahko več in so različni. In moramo to spoštovati in upoštevati, da mnogi ljudje niso postali istospolno usmerjeni zaradi svoje volje ali zaradi svoje spolne prakse, čeprav nekateri so. In je tudi to dejstvo, ker če temu ne bi bilo tako, potem ne bi vedno, ko se govori, kdo so rizične osebe za oboljenost AIDS-a in homoseksualci omenjeni na prvem ali pa na drugem mestu.
Torej, če so tam omenjeni kot rizične osebe, torej pomeni, da spolna praksa istospolno usmerjenih oseb vodi v rizičnost za obolelostjo neke bolezni, ki je seveda novodobna bolezen in očitno torej ne vodi v zdravje in v življenje, ampak vodi v smrt. In če je temu tako, vse, kar vodi v smrt in kar ljudje delamo v tem smislu, da pripelje do pojava smrti, je greh. V tem smislu je to greh. Zdaj, recimo, jaz, če bi bil takrat na njegovem mestu kot politik in kot nekdo, ki bi želel priti na politično mesto in o neki stvari odločati, bi seveda odgovoril tako, ne, da obstajajo seveda različni vzroki za te vrste držo, da imajo te osebe tudi vse državljanske pravice kot vsi ostali državljani, ker drugače bi jih ne more v neki demokratični družbi. In to bi bilo dovolj. In na tej točki seveda ne bi smela kandidatura pasti. Tako da tu ne gre niti toliko za zvitost, ampak gre za razlikovanje med nekim stanjem, v katerem človek je, in nekim dejanjem, ki ga ti ljudje lahko na svoji subjektivni ravni počnejo, se jaz s tem ne strinjam, ampak na družbenem nivoju, v družbenem življenju mi ne umeščamo in ne presojamo na področju zakonodaje, pravnega reda in politike o moralnih dejanjih teh ljudi. Pravni red in politično življenje nima s tem direktno nič opraviti. Ko pa to preide na nivo etike, morale ali vere, takrat imamo pa zato seveda neke druge vatle in pa neka druga merila. No, bojazen, oziroma en pomislek, ki ga imam, recimo pri družbenem zanimivih, oziroma trenutno aktualnih, ki se nam obetajo v zadevah, je ta, da recimo tisti učitelji, uslužbenci, ki ne bi podpirali te ideologije, da jim grozili drugorazrednost, morda se to skupaj službe. Imamo v ustavi zapisano svobodo vesti in pravico do pogovora vesti. Če do tega pride, ki jo ureja zakon, ja, ok, dobro. Ampak če nam zakon na področju splava omogoča pogovor vesti, potem moramo pač doseči, da bo tudi na tem področju omogočen pogovor vesti. Če tega ne dosežemo, potem smo res v totalitarni državi. Ja, pa vse to še bo pred nami, verjetno. Mi smo imeli v družinskem zakoniku, razprava po družinskem zakoniku konkreten amandma na predlog družinskega zakonika, kjer smo zahtevali določilo o ugovoru vesti. Ja. Je bilo gladko zavrnjeno strani takratne parlamentarne večine. Tako da ta ugovor vesti nima podpore v politični levici. Nima podpore politični levici, ampak z ugovorom vesti kot institutom, ki ga lahko uveljavljamo na tej točki, bomo pač morali iti do ustavnega sodišča, če ne bo drugače. Ja, hočem reči, da enkrat za ta ugovor vesti podlage v zakonu, ni tudi politične volje za ta ugovor. To verjamem, da politične volje ni, to verjamem. Ampak to je tisto, kar si Aleš ti prej rekel, bomo morali uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo na razpolago kot dobri državljani, da bomo to dosegli. No, predvsej naše proti, da to zavrnemo. Vem, ampak... Jaz sem še eno kratko vprašanje vsem sogovornikom, besedo občinstvu. Namreč velikokrat se pri postavljanju zakonodaje politiki sklicujejo na znanost. In poslušanju tako dr. Senegačnika, kot naprimer Aleša Pinca, se mi porajalo vprašanje, ali morda tudi znanost, velikokrat ne rečem, da vedno, deluje tudi tako, deluje pravzaprav kot religija.
če naprimer eseji so bili že pisani na to temo, ali je znanost res tako vsemogočna. Naprimer, bom dal samo en primer. Vedno se podajajo tiste raziskave, ki favorizirajo nekako izenačitev različnih tipov družin. Zelo se pa zanemarjajo tiste raziskave, ki naprimer prihajajo do popolnoma drugačnih zaključkov. Kako naprimer otroci iz homoseksualnih družin v bistveno večjem odstotku delajo samomore kot iz tradicionalnih družin. Dobro, to je zdaj druga tema. Mene zanima to vprašanje. Ali na znanost vendarle nek kliče k neki kritični distanci, da ni vse mogočno? Meni je Ivan Oman, sva prijatelja, večkrat rekel, komunisti so zmeri govorili stroka. To je pa politična odločitev ali pa ideološka. Prav, tam je bila vedno stroka. Se pravi, bila je neke vrste znanostnost, ki je imela težo vere. Tako da zato so pač ti totalitarni sistemi velemojstvi. Se pravi, po eni strani zapostaviti neke dogme, ki so brezprizivne in morajo za vse držati. Po drugi strani pa, da to zakamuflirajo v neko besedo, v neko dojemanje, kot da gre za neka neizpodbitna znanstvena dogma. Sem da, recimo, uskočim malo, ponavadi smo mi nazadnjaki, oni pa napredni pa znanstveni. Mogoče še vi... Prejšnji teden je menda bila v parlamentu debata v povezavi neko spremembo zakonodaje v visokem šolstvu, kjer so levičarji imeli 3/4 ure razpravo o tem, ali teologija je znanost ali ni znanost. In glede tega, jaz mislim, da v resnih znanstvenih krogih ni več dobene resne debate. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je Pannenberg že zdavnaj pač, nekako daleč nazaj, ampak je pogotovo sledeče, da dobena znanost ni čista v smislu, da nima svetovno-nazorskih predpostavk. Vsaka znanost ima svetovno-nazorske predpostavke. Zato je v znanstveni diskusiji pošteno, da ko gremo v medsebojno diskusijo o neki stvari, povemo, iz katerih predpostavk diskutiramo. Ampak tega seveda v Sloveniji niti približno nišče ne jemlje resno in ne pošteno. Najmanj pa filozofi iz filozofske fakultete, Alakimac in podobne, ker oni niso znanstveni. Če bi oni bili znanstveni, potem bi vedno svoje znanstvene predpostavke tudi predhodno utemeljili, jih dali na mizo in bi se, recimo z drugačem mislečimi, tudi bili pripravljeni na miren, znanstven, dialoški način soočiti. Če ste opazili, mi v Sloveniji v zadnjih 15 letih nimamo nobenih resnih strokovnih diskusij več. Včasih so na televiziji bila omizija, kjer si lahko koliko toliko v miru razložil svoje poglede na nek problem, na neko stvar. Zdaj imamo samo še histerijo. To, kar je tarča, kar so te oddaje, to je sama histerija. Tam samo moraš gledati, kako si bolj spreten retorik, kot pa vsi ostali okrog tebe. Pol nekaj je od tiste zgodbe. Če pa nisi spreten, boš, da ne greš tja, ker te bodo povodili in uničili. Medtem, ko smo vsaj tam, recimo, nekje, jaz bi rekel, leto 2000 je morda bila ena meja, do leta 2000 smo imeli omizja, na katera so vabili različno misleče diskutante, kjer si lahko tudi razumel, kakšne predpostavke on, tvoj sogovornik, govori. Zdaj več te možnosti sploh nimamo. In to, kar je Brane govoril prej, mi smo nivo javnega diskurza
zreducirani na rumeni tisk. In resnega javnega diskursa sploh ni, oziroma mi sploh trenutno ne razpolagamo s kulturo dialoga, ki bi bila podlaga za nek demokratičen družbeni red. Mi te kulture dialoga enostavno nimamo. Imamo samo diskvalifikacije in obsodbe. Tudi, če se ne strinjamo, recimo, z zadnjimi zgodbami, ki so lahko nebo pijoče, pa ne želimo o tem diskutirati. Ampak, gledajte, tako kot v primeru Janeza Janše, je tudi v primeru ministrice za šolstvo KPK sodlo in razsodlo. Pa ne velja več noben argument, ne velja več nič. Tu je vsemogočna komisija, ki je prišla z nekim podatkom v javnost in to je zdaj že sodba in obsodba. In potem, če gledaš recimo voditeljico na Pop TV, ona drugega ne želi, kakor obsodbo in obsodbo, priznanje in nepriznanje tvoje grešnosti. Čakajte malo. Zdaj je pa televizija postala spovednica in novinarji so postali duhovniki. In dejansko so si oni prevzeli vlogo spovednika in razsodnika v eni osebi. Včasih smo to imeli ločeno. Na sodišču je sodnik po zakonih, mi pa po Božjem usmiljenju v spovednici. Zdaj Božjega usmiljanja več ni, ampak je samo še sodba. In če je novinar izrekel sodbo, potem je ta za vse večne čase obsojen. In traja lahko leta, tako kot v primeru Janeza Janše, traja lahko leta, da po sodnih postopkih dokažeš, da takratna sodba medijev ni bila primerna. Ampak zdaj hočem reči, to se očitno dogaja zdaj že vsem. Levim, desnim, onim, takim in drugačnim. Zato, ker enostavno mi dopuščamo, da si medijski prostor lasti javnega linča. To je pač malo bolj mila oblika metanja kocke. Tako, na ta način seveda ne more iti zadeva naprej. In to je absolutno, je temu potrebno nasprotovati. Tudi, ko gre za naše politične nasprotnike. Metodi in načinu dela, s kakršnim se operira v te države. In če ste še nekaj drugega opazili, ker smo ravno pri stroki, a veste, da zadnji čas se več skoraj dobenega zgovarja na stroko. Ste pazili to? Jaz sem opazil. Na televiziji več ni večno veljavna in vsemogočna stroka. Zato, ker so tudi novinarji ugotovili, da če dva strokovnjaka z ekonomije prideta na televizijo, vsak govori drugo tezo, probleme imamo pa vsi iste. In torej tudi več stroka ni tista vsemogočna, kakršna je bila. Tako da so začeli relativizirati tudi to stroko. Ne, pa da ne bi dobro nekaj. Mogoče še kakšno vprašanje za naše goste, gospod Blažič. Hvala lepo za besedo. Gospod Blažič, katoličanom suspender, ko bi se žemo rekla. Jaz bi se navezal na tezi zrečene tudi nekaterih, in pisal svoj primer. Verjetno imate nekateri drugi tudi podobno izkušnjo. Namreč, odkar je bila recimo v javnosti, v političnem prostoru, predvsem od takrat dalje, sicer se je že prej pojavljalo, ko se je rehabilitirala krščanska demokracija znova na ravni imena. Imam jaz eno tako zadrego. Jaz sem v svoji misli zdaj dokaj primočrtam in zagovarjam to, da pri nas v Sloveniji nimamo neke levo-desne delitve, simetrične, kot si jo včasih predstavljamo, ampak asimetrijo, se pravi asimetrijo med na eni strani hegemonistična tranzicijska levica, ki niti levica ni, ker imamo kapital, s vsemi starimi omrežji, ker ilustracije pač ni bilo in je to moč obdržala v družbenih podsistemih in na drugi strani močno okrnjena demokratična stran, kdorkoli se že pač čuti pripadne. Vmes to
tezo o tem zagovarjamo. Ne? Tudi zagovarjamo to, da ni mogoče iti v dialog z nekom, ki mu je dialog, kot smo prej se že pogovarjali, samo za neka maska, v resnici pa to izkorišča za svoje interese. In seveda potem doživljam od teh, ki se smatrajo za novodobno krščansko demokracijo, češ da nastopam kot katoličan izrazito ne krščansko, ker sem nedialoški. In se potem nekako tarča biciklistov, kakor bi rekel tovariš Kidrič, to so tisti, ki so upogibali hrbet in pritiskali navzdol, biciklistov s tem krščanskim predznakom. Seveda, to povzroča konflikt, ker se potem začnejo sklicevati celo na božjo avtoriteto, češ da ravnam v neskladju s krščanskim naukom, v neskladju s božjo voljo in tako dalje. Jaz recimo lahko tudi nastopam z nekim proroškim duhom, moram seveda pri tem razločevati, mora biti za razločevanje pa potrebna skrajna predvižnost, ampak se pa tudi v javnosti ne smemo Boga sklicevati. Se pravi, tudi lahko samo toliko, da premislim zadeve tudi v skladu, kaj Sveti Duh želi da povem, ampak tu hitro trčim na interese nekoga, ki se na iste principe sklicuje, ampak zauzame diametralno nasprotno stališče. Se pravi, prej je Jure Emeršič že omenil, primer intelektualcev, ki govori, da se moramo spremeniti in nasprotnikov priznati pač neko legitimnost. Dobro, če bi živeli v normalni demokraciji, recimo kot je na Zahodu, kjer se recimo različna politična stališča soočajo, to ni problem. Problem pa rada tu pri nas, kjer smo v nekih posebno nenormalnih družbenih razmerah, kjer smo v nedokončani tranziciji, kjer prevladuje izrazita politična in kulturna hegemonija dedičev neke ideologije. Seveda, zdaj pa kot jaz, kot katoličan, skoraj več ne smem tega na to opozarjati, ker sem takoj naj bi bil v nasprotju s tem, kar Jezus uči. Hvala lepa. Hvala. Ali novo vprašanje? Amen. Zato se mislim, recimo, tisto, kar jaz mislim, da je pomembno pri kristijanih v javnosti, je to, da to, kar tudi Gašper prej rekel, ponižnost. Ponižnost to je velika stvar, ki jo moramo imeti, ampak ta ponižnost ne pomeni samozavesti ali pa odpovedi ponosu. Hkrati moramo pa seveda paziti na puh. Jaz mislim, da mi moramo mogoče še malo bolj paziti na puh kot pa drugi. Zato, ker nam lahko ta naša, lahko rečemo, gorečnost, ta naše prepričanje, da imamo poslanstvo, nam lahko mogoče zamreži srce v tem smislu, da začnemo v tem uživati, v tem smislu, da začnemo iz tega, bomo rekel, razumeti samega sebe mal višje, kot si ti prej rekel, mal višje, tako mi mal drugače lični kot drugi in tako naprej. In to je pa po mojem že napuh. Tako da kristijani smo ves čas, bom rekel, po mojem, tudi sam sebe tako gledam, razpeti med žrtvijo in napuhom. In ena srednja pot, tukaj vmes, je po mojem pa prava. Da se po eni strani ne ponižujemo, ne odrinjamo sami sebe na stran, ne odrinjamo naših somišljenikov na stran, se jih ne odrekamo, se jih ne sramujemo, kot je bilo v tisti šoli, kot si rekel. Hkrati pa seveda, da nismo zaradi tega svojega poslanstva, v katerega smo prepričani, napuhnjeni do vseh ostalih in predvsem do samega sebe. To se mi ti ključnega pomena. Tako da jaz upam, da bomo to srednjo pot, ki pa ni srednja pot med tem, da bom napol kristjan. Ta srednja pot pomeni biti poln kristjan. Ker če si napuhnjen kristjan, ali pa če si, bom rekel, tisti, ki se odriva, nisi poln kristjan. Veš, nekdo enkrat je rekel, ni to moja pogotavščina, pravi, kristjani bi morali biti
zviti kot kači, bližnji kot golobi, smo večkrat stropeni kot kači, pa posrani kot golobi. Ja, jaz mislim, da ta dilema, ki si jo povedal, je po mojem zelo prisotna v miselnosti slovenskega kristjana. Vendar, po moji oceni, imamo mi tu nek problem, ki se je tako rekoč gnezdo v naše glave iz zgodovinskega spomina. Prvi problem je posebej Edvard Kocbek, ki je šel v dialog na ta način, da se je odpovedal enemu od najbolj pomembnih sredstev dialoga, to je organizacija. In to je bila njegova fatalna napaka, ker se je odpovedal organizaciji kot načinu političnega dialoga. Tu je Kocbek kot politik naredil najbolj usodno napako. On se nikoli ne bi smel odpovedati organizirani obliki dialoga s komunisti, če se je z njimi to šlo. Nikoli se ne bi smel temu odpovedati. In tam, kjer se temu niso odpovedali, niso tako nastradali. Na Poljskem pa Franciji, recimo. Drugo napačno razumevanje dialoga pa posebno Škof Grbič, ki je govoril skozi o dialogu, pri tem pa je v družbenem smislu zanikal svojo krščansko identiteto in je pristal na socializem kot družbeno paradizo. In tudi ta način dialoga je bil zgrešen. Jaz mislim, da se nam ni treba bati do dialoga z nikomer, da se bom navezal na tisto, kaj Aleš prej tudi razvijal, zato, ker mi verjamemo, da je naš razum osvetljen od vere. In ker je naš razum osvetljen od vere, zato se nam nikoli ni treba bati tistega, ki na drugi strani z nami je v dialogu, zato, ker vemo in verjamemo, da nam bo Sveti Duh v pravem trenutku dal pravo misel za odgovor. In to je pa ta samozavest, ki je slovenski kristjan nima. In ta samozavest seveda pa terja tudi od nas, da vemo, zakaj verujemo. Da vemo, ne samo da verujemo, ampak da vemo, zakaj vemo, da imamo razloge, zakaj verujemo in da tudi vemo, kaj lahko in kaj ne moremo utemeljevati iz svoje vere. In potem ne vidim problema v tem, da ne bi kristjan bil v dialogu pripravljen iti do mučeništva. V dialogu pripravljen iti do mučeništva. Ne v kakšni drugi drži, ampak v dialoški drži. S tem si krijemo tudi moralno, si krijemo hrbet do te mere, da tudi, če nam kdo kdaj očita, nima za to resnih argumentov, da nam lahko očita, zato ker smo mi do kraja vztrajali dialogo, ko je on že prej posegel po drugih sredstvih, pa niso nekaj dialoga. V končni fazi pa seveda lahko to pomeni, da bo pač nekdo dialog prekinil in da ga bo prekinil tudi na brutalen način. Hvala lepa za besedo. Roman Obrče moje ime. Debata gre o predpostavki oziroma priporočilu ali pa ter zahtevi 100% kristjani moramo biti. Ne? Vse lepo in prav, ampak v zvezi z tole zakonodajo, zoper katerega akcija podpisna in referendum se predvideva, imam jaz samo en pomislek, kjer ne bi mogel biti 100% kristjan. V temu zakonu, ki zdaj trenutno velja, je ena možnost tudi za stare starše zelo slaba. V primeru, vemo, če se otrokom našim kaj zgodi, pa njihovim partnerjem zakonskim, mi ne moramo, ali pa zelo veliko možnosti ne bomo mogli posvajati vnukov. Ali drži to, ali se motam? Drži. Vidite, tukaj pa se moje, ali pa verjamem tudi še kakšnega druga, 100% krščanstvo.
Mislim, da bi v takem primeru, če bi kaj tazga doživel, jaz oddelek, recimo, če v sebi lahko kakšno besedo rečem, se začne borba za zaščito svojih vnukov, a borbi leta 41, ko so zaščitili, iskali, da so branili svoje domove, ko so bili prisiljeni, da so branili svoje domove in zgleda, da tukaj bo tudi ena taka podobna prisila čisto možna. Ni rečen, da bo, ampak možno. V tem smislu pa mislim, da 100% krščanstvo tukaj ne moramo sprejeti. Mučeništvo tukaj, zato da žrtvuješ vnuka, pristaneš na tisto, da ga zgubiš, da on nekam pade v ene nemogoče odnose. Veste, kaj mislim? Mislim, no, to je moj pomislek. Hvala. Ampak zgubili bi ga tudi, če bi se podali na to pot, recimo z nasiljem, da nima. Zgubite sebe in vnuka. Glejte, razumem, ne? Ampak mislim, da bi naredil vse, da bi se uprl taki situaciji. Ampak čisto vse, ne? Uporabil bi vse. A veste, kaj pomeni beseda vse? Vsa sredstva. Koliko so naši... Sam miroljubna sredstva. Koliko so naši stari očetje ali pa očetje bili prisiljeni, da so uporabili vsa sredstva. Leta 41. To meni skozi poglav roji. Jaz mislim, da tega, če smem si vzeti besede, jaz mislim, da to ni potrebno. Ampak to samo v tem primeru, če prav vsi kristjani, ki se deklariramo in želimo živeti kot kristjani, zgubimo strah v svojem srcu. In če vsi vstanemo in rečemo, proti smo in upremo se, zato potem ne bo treba enemu ali izmed starih staršev ali pa enemu ali pa teh prezadetih uporabiti ne tiste sredstva, ki niso krščanska. Dovolj prostora je prej. No, vsekakor se strinjam, ja. Samo v tem, da si pripravljen zgubiti službo, da si pripravljen zgubiti ali pa za nekaj časa pustiti svoje otroke, ki tako odrastejo, grejo in niso tvoji otroci niso tvoji otroci, so svoji. Če si pripravljen na to 100% brezpogojno držo, mislim, da ni treba niti, da pride do nasilja. Ampak če združimo moči, če smo vsi... Bomo videli, ne? Bomo videli, če ne bo treba. Ja, mislim, da se v tem je zgoditi, da se bo preskegljalo kakšnemu nekristjanu, kar zadeva gre predaleč. Sem že prej to na nek način vprašati, ker je Roma in se tam pravnosti. Kaj pa, če se zgodi, kar se je našim prednikom že zgodilo, da niso hoteli nasilja, pa so jih nasprotki napadali, začeli pobijati, ali ima človek takrat potem samo možnost mučeništva, ali se lahko tudi upre? Moralna dilema, prosim. Za moralnega teologa. V celotni tradiciji moralne teologije in katoliške moralke je pravica do samoobrambe vedno obstajala in obstaja tudi danes. Vendar je treba prej vse narediti, zato da do take situacije ali pa v tako situacijo ne prideš. Tu je pa moja treba razlikovati in tako tudi nauko razlikujejo. Eno je tvoja individualna odločitev, drugo pa je stvar kolektivne odločitve. Recimo, jaz, ali če vzamemo, Maksimilijan Kolbe je bil v neki situaciji, ko je prostovoljno vzel nase smrt, zato da je lahko s tem, pa tudi ni bil siguren, ampak domeval je, da bo rešil, recimo, življenje. Vsaj začasno je rešil lahko. Ni nujno, da bi ga rešil tako, da je oni preživel celo vojno. Ampak to je moja odločitev. Jaz kot posameznik lahko v nekem trenutku rečem, nisem pripravljen uporabljati nobenega nasilnega sredstva, zato pač vem, da me drugo ne čaka, pa da me bo nekdo likvidiral. Ko pa gre za skupnost,
ko gre za narod, ko gre za državo, pa oblast neke skupnosti ne more dovoliti, da nekdo pride pa kar začne vse nekaj pobijati, križem, kražem in čest, ampak se mora organizirati in mora nuditi odpor. Jaz mislim, da mi premalo cenimo obliko upora agresiji jugoslovanske armade, kajti mi smo dosledno, ne vem, kdo je v novejši zgodovini tako dosledno, kot mi v Sloveniji, spoštoval vse miroljubne ukrepe za preprečevanje velikega števila žrtev. Recimo, mi smo ujete vojake spuščali domov, tako rekoč nemudoma. Nemudoma smo jih poslali, da so šli na Hrvaško, Bosno, Hrvatsko in tako naprej. Malo smo jih v enih šolah imeli zaprte, en dan ali pa dva, pa so pa že šli. Recimo, tega nišče ne dela. V vseh vojnih spopadih, ki jih gleda, pa tega nišče ne počne. Mi smo tu zelo spoštovali to, kar recimo bi naj v idealni obliki nekako bilo vojno pravo. Zdaj, ko mi govorimo o naši pretekli zgodovini, ko se zgodi prva likvidacija, ko se dogodi druga likvidacija, ko se dogodi tretja likvidacija, še najbrž ni dovolj razloga za to, da se na oborožen način tako organiziramo in opremo. Najprej je treba uporabiti miroljubna sredstva, koliko se jih da. To je recimo civilna iniciativa, protest in tako naprej. V nekem določenem trenutku pa seveda to tudi več ne deluje. In takrat, ko več to ne deluje, takrat mislim, da v tem kolektivnem duhu in kolektivnem smislu imamo pravico do samoobrambe. In tako so se tudi vaške straže organizirane. Vaške straže so bile samoobramba pred likvidacijo. In kasneje šele se potem formirajo tudi v neko vojaško. Tako da jaz mislim, kakor daleč gre, tako daleč je treba uporabljati vsa miroljubna sredstva, ko pa so ta vsa izčrpana, takrat pa je tudi dovoljeno seveda prijeti za orožje. Pa Bizjaka, potem pa zadnje še na roka, še recimo Bizjaka. Dva govorita. Spakar stante, da vas bo videl, da govorite. Najprej bila Ana. A je prav, čeprav na ženske imaš prednost? Ne, ste bili prvi. Tako več. No, jaz mislim, da smo malce pozabili na pomembno miroljubno sredstvo, ki je meni, sploh ženama, v našem zgodovini, rožnbenec, zelo pomagalo. Vsak večer so v neki hiši molili rožnbenec, zato smo tudi obstavili v tisočletno, še več naših zgodovini, 250 let, Torej, če se spomnimo Turkov iz 1520, če se ne motim, takrat je rožnbenec deloval. 1600, ne vem, bila pomorska, mislim, da je zgodovina, ni vedeli, 1679, če se ne motim, bila pa kopenska, pred Dunanjem, tako rekoč. Spet je Škof rekel, molimo vsi rožnbenec, nismo molili. Ne bom naprej naštevala, ampak prav našo samosvojitev se pa jaz dobro sem komi nekje stopala v krščanstvo, nisem bila v tem duhu vzgojena, je bilo vsaj 4 dnevno rečeno, in to na Radu Slovenija 1, da se moli o določenih urah, jaz sem se držala, kjer jo so bile, ampak mislim, vsaj 4 dnevno sem šla na radio in poslušala, tisti, ki ne zna moliti, pa ne meditira o dobrem za našo domovino. In to se je dogajalo ves tisti čas, mi smo tudi v Novi Gorici, so tudi avioniki, tam na meje, vsi smo, jaz sem znala takrat moliti, drugi so pač meditirali, ali misli dobro, ali misli.
In jaz mislim, tudi Mati Boža je rekla, da se je leta 95 sporočilo gospodu Špeliču, da je bila to Božja milost, da smo se tako rešili. Dejansko brez in zdaj vam mislim, da tega ste se in bi vsi morali moliti, koliko znamo, ali pa misli dobro. To, no, se tako. Misli dobro, ja. Hvala, še ena roka tam nazadej. Jaz bi gospod Šlinc je dobro povedal, nismo izkoristili vsa sredstva. Meni se zdi eno dobro sredstvo je pa vest, ki jo imajo tudi tisti, ki so morili. To je sigurno dokaz, ker so recimo Barbara in Rov zabetonirali, to se pravi, se jim izdelal to narobe, tudi skrivali so to. V bistvu moramo trkati, čim bolj trkati na njihovo vest. Oni trkajo na našo, večkrat. Še preveč krat. Vest, vsak človek ima tudi vest. Nima. Jaz sem pa sigur, da jih tudi oni imajo. Jaz namreč tudi vedni civilni tožbi z eno gospo, in sem odkril, da ima tudi ona vest, čeprav se mi je z nožjo pač zlagala se je in me je obdolžila in so me obsodili. Ampak, ko smo imeli meditacijo, sem opazil, da bo tudi ono vest, da se jih zdi to narobe, kar je naredila, ampak težko je nazaj. Ja, to so mali tatovi, verjetno bili ta veliki pa ne. Mislim, da je naša naloga tudi to, da čim bolj trkamo na njihovo vest. In škam se bo tudi kaj spremenili. Kaj zločinci pa nimajo, ne? Zločinci sledijo Ja, gledajte, kar se tega tiče, a ima vsak človek vest, nima? Seveda jo ima. Vsak človek ima vest, samo vprašanje kakšno. In tisto vprašanje, ki ostane za nas na nek način tudi največja skrivnost, pa je, a bo tudi najhujši morilec nekoč z nami v nebesih. To ni naša sodba, ampak to je stvar Boga. Verjetno pa se lahko zgodi, da bo. Jaz bi sam eno kratko pripombo in tu je moje mišljenje. Ne more biti in po moje ne bo prišlo do sprave, dokler se komunisti zločinci ne pokesajo. Zastonje po Emiliji Novak, ne vem kakšen spomenik, tisto meni nič ne pomeni, kesanje preveč je 600 jam krvavih po Sloveniji. In še vedno lajajo, da nas je primanjšalo. Ja, še vedno lajajo. Zdaj, če dovolite, vidim, da so še roke, po drugi strani pa naši gosti in tudi nekaj, da imate že časovno stisko, pa dajmo še čisto zadnjo vprašanje, prosim. Hvala. Sem Jože Jurkovič, sem predsednik Seniorje pri Novi Sloveniji in sem vesel tega dogodka. Pred nekaj dnevi sem kupil za 2 kavi vredno knjižico Srečka Kosovela Pravica. V njej piše, mislim, da je Srečko Kosovel živel od 1904 do 1906, v njej piše, da je to čas velikih vprašanj in bednih odgovorov. Tako on opisuje svoj čas. Meni se je ob tem, bi rekel, nekako tudi zgodilo ta občutek. In na nek način sem želel, ko mi je všel gospod Linc, zagotoviti srčno podporo temu njegovemu delu, ki se mi zdi, da je nekaj, da je v njem toliko talenta za to, da uresniči nekaj kar je treba organizacijsko in tako dalje speljati, da ima ta format, ki ga moramo vsi prepoznati kot obetavnega in mu pomagati,
pri delih, ki bojo v kratkem pred nami verjetno vezano za obrambo družin. Jaz sem oče 4 otrok in zjutraj začnem, da se ne bi izdelo, da jaz nič ne vem, kaj je Eremit papež Benedikt 16. rekel, je rekel, kar se mi zdi osebno vodilo v Bundestagu decembra 2012, da izhodišče kristjanov za politiku mora biti nekako tako, kot je zapisano v knjigi Kraljev. Ko je Bog vprašal Salomona, kaj želiš, da ti dam bogatstvo, da ti zmaličim, zrušim nasprotnike, da boš bogat, to, kar je skupnjavno sebi. In kaj mu odgovori, Salomon odgovori, Gospod, daj mi preprosto srce, da bom ločil dobro od zla. In mislim, da je to vstopnica vsakega kristjana za tako osebno, to je moje osebno mnenje. Jaz veliko se čutim podrejenega vsem mnenjem, ki so bila izrečena, vendar iščem pot, ki je moja pot. In se mi zdi, da moramo iz te dvorane odideti kot kristjani predvsem bolj optimistični, predvsem bolj prepričani, da se dobro bo zmagalo. Kljub temu, da to, kar danes gledamo, to pravimo res Materlin, meni zelo drag, ki je 19.11. dobil Nobelovo nagrado in on govori o tem, da je modrost tisto, modrost je tista, ki raste v vazi ljubezni, ne v vazi razumu. Razum je sicer počelo vsega, vendar cvet gor je sad ljubezni. In mislim, da je to tisto, kar najlepše lahko kristjani prinesemo v to družbo. Da kljub temu zosu, ki ga gledamo vsak dan, smo sposobni imeti radi. Ne iz svojega. Vi veste, da je Solovjov pogruntal že, da je oglje, grafit in diamant. Vse je čisti ogljik. Gre samo za drugačne povezane atome med sabo čistega oglika in samo ogljen ni nič. Grafit je črna packa, diamant je pa tisti, ki pusti prosevati, kot naša duša pusti Bogu prosevati. Če smo, tako kot je rekel princ, mi je zelo drago, ponižni, če se bojimo te nadutosti, potem smo varni pred tem, da bi sebe ponujali na mesto tistega, kar smo poslani, da ponujemo. Hvala lepo vsem. Hvala. Nekaterim rokom še gor smo nažalost morali zaključiti ta fenomenalni večer, za katerega sem vedela, da bo dober, ampak da bo tako dober, pa ne. In se zahvaljujem našim gostom in vsem vam, ki ste pomagali oblikovati ta večer, svojo prisotnost, svojim vprašanjem, svojo zavzetostjo. Prepričana sem, če zaključam z mislijo, ki si ga sposodim od zadnjega govornika, o diamantu in o oglju. Prepričana sem, da sobivata lahko dve nasprotni stvari, dve plati iste medalje, ponos in ponižnost. Ponos, da smo kristjani.